Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili iz knjige Ko ima življenje žur, in sicer ali ste mogoče občutljivi na gluten in kako veste. Zakaj snemam tale video? Včeraj sem govorila z eno gospo, ki je res obupana. Enostavno pravi, da se redi in naredi in da ima zdaj že več kil kot takrat, ko je šla roditi otroka. In to pomeni, da je rekla, meni ni jasno, kaj naj še naredim. In seveda moj odgovor je bil stran z glutenom. In vidim tudi pri sebi, da raje vam povem zgodbo. Prejšnji teden sem šla na kosilo, pač poslovno kosilo, luštno, in sem jedla za predjed neko kremno juho. In ja, no potem pa še v soboto sem bila pri mojih starših, pa sem pojedla eno kremšnito, pa sem bila pa še pri mojih sosedih, pa sem pojedla 3 tele popečene kruhke. In ja, v nedeljo občutek, da sem zabuhla. Prebava se je ustavila, celulit mi kar nabreknil in v glavnem prav v ponedeljek brez prebave. Kljub temu, da nisem jedla velike količine, prav nekaj sem rekla, pa prav nekaj ni v redu. In dejstvo je, da opažam, da dejansko ta teden jem brezglutensko, ker sem rekla, zdaj pa moram pri sebi dejansko preizkusiti, če jem popolnoma brez glutena, kakšno je stanje. In juhej, to je to. Vam povem, da ja, seveda. Toliko je dobra ta hrana, jaz tako rada jem, ja, se mi pozna na koncu koncev, da rada jem, ampak dejstvo je, da gluten pa povzroča, zdaj pa poslušajte. To je iz knjige Ko ima življenje žur. Odtekanje telesa in občutek zabuhlosti, motnje pozornosti, potrebo po alkoholu, nervoznost, avtizem, vsa avtoimuna obolenja od sladkorne bolezni, revmatoidni artritis, Hashimotov sindrom ščitnice, te tuje besede meni ne grejo z jezika. Osteoporoza, boleče krhke kosti, možganska megla, rak, bolečine v prsih, nizek imunski sistem, preobčutljivost na mlečne izdelke, upočasnjena rast, prebavne motnje, napihnjenost, driska, zaprtje krči, sindrom razdražljivega črevesja, slabost, bruhanje, slabo vsrkovanje hranil, glavobol, migrene, depresija, nevrološke motnje, tudi demenca, Alzheimer, Parkinsova bolezen, možganski krči, epilepsija, srčne bolezni, splavi in tripikce. Zdaj se pa verjetno vprašate, kaj pa ni povezano z tem glutenom. Osnova je to prva zadeva. Če imate neka čudna stanja v vašem telesu, morate dati stran gluten. Zdaj pa zakaj? Dejstvo je, da danes vsa pšenica, ki jo mi uživamo, je špricana, je škropljena in v bistvu problem so pesticidi. In te pesticidi se v našem telesu nalagajo. Druga zadeva je, da je vse v plastiki, od jogurtov naprej. In v bistvu tudi plastika vsebuje snovi, ki motijo hormonsko delovanje našega telesa, in ko se vse skupaj sešteje, nastanejo bolezni. In potem, glejte, letajo ljudje od zdravnika do zdravnika in je bolj enostavno iti na operacijo, ampak stran bo treba dati gluten. Bolj enostavno bi bilo požreti eno čudežno tableto, ampak stran bo treba dati gluten. Ko se začnejo pojavljati vnetja v telesu, je prva stvar stran z glutenom. Zdaj pa človek pomisli, kaj pa lahko pa sploh jem, če je pšenica in vse iz pšenice gluten, kaj sploh lahko jem? No, in zaradi tega sem šla tukaj naprej v knjigi Ko ima življenje žur napisati, pregledati, kje dobimo živila, ki imajo nizek glikemični indeks in ki so brez glutena. In vam povem, zaradi ta teden, ko jaz tako jem, ampak se res držim, veste, jaz imam rada burek. Meni je burek božanski. In seveda, ko grem v trgovino, pač kupam še burek, pa ga majčkeno tudi jaz jem.
in sem ves čas tam nekje na meji. Ne vem, pa testenine imamo radi. Veste, dejstvo je, da na dosego roke ta glutena, ne. Zdaj pa ta teden veliko zelenjave, ampak res veliko zelenjave. Druga zadeva pa kaše. Ajdova kaša, tudi kvinoja. Dejstvo je, piše sicer, da je možno v sledovih glutena, ampak ga ni toliko, da bi bile težave. Dejstvo je, da krompir je brez glutena, koruza je brez glutena, ampak vse, kar je pa ostalega, pa riž je brez glutena, tako da ogromen stvari je brez glutena. Zdaj pa, kje pa je še skriti gluten? Skriti gluten je v bistvu vsej pripravljeni hrani. Ocvrte palčke, recimo že panirane zadeve, tam je gluten. Potem riževi rezanci so brez glutena. Potem ravioli, vse te tortellini, vse to je noter gluten. Drobtine, pripravljene pice, čips, palačinke, vsi kosmiči, vsi te musliji, ki so že pripravljeni, so dejansko vsi z glutenom. Razen, če kupite kosmiče, ovseni kosmiči pa nimajo noter glutena. Recimo dobite tudi v trgovini, da dobite ovsene kosmiče, pa imate noter že zdajle zmlete oreščke. Ali pa še boljše, dajte si doma pripraviti. In če doma pripravite, recimo namočite zvečer ovs, ovsene kosmiče, ker ovs pa vemo, da je, zdaj nekateri boste rekli, ampak ovs vseeno vsebuje gluten. Ne, glejte tukaj na strani 111, sem prav našla za ovs, da je v bistvu na meji, načeloma ne, ampak tisti, ki imajo pa celiakijo, pa dejansko ne smejo niti ovsa uživati. Dejstvo pa je kuskus, tukaj noter pa je gluten. V glavnem, lahko jeste kup stvari, recimo si spečete beljakovinski ajdov kruh, se pravi, lahko jeste kruh. Potem naprej, riževi rezanci ne vsebujejo glutena, ampak vsebujejo pa ogromno sladkorja in če je ogromno sladkorja, spet vam povzroča željo po sladkem. Potem, če gremo naprej, polnozrnat kuskus, mislim brez sladkorja, kamutova moka, ravno tako vsebuje gluten. Kuskusov zdrob, pirin kruh, polnozrnat kruh z otrobi, polnozrnat misli, pudingi, ržena moka, ržen črn kruh, ta pripravljen. Druga stvar pa je, če ga sami naredite. Suši vsebuje tudi gluten. Ampak druga stvar pa, poglejte, vse, kar ima pa nizek glikemični indeks, je pa praktično brez glutena. In to pomeni, da lahko jeste, koliko hrane, recimo, stročji fižol. No, vam povem, kaj smo včeraj jedli za kosilo. Ajdovo kašo z ogromno zelenjave, se pravi na poru, sem popekla zelenjavo, posebej kuhala stročje, ki ga imamo v skrinji, in sem potem kar noter dala stročje, naredila tako omako, majčkeno kisle smetane, ajdovo kašo in za mene, pač da sem bila res sita, sem si skuhala še blitvo. No, tako da to, danes smo pa pripravljeno ribo, kar pač file postrvi, potem pa blitvo in naredila bom nek pire. Jaz imam zelo rada pire krompir, ampak ne krompir kot krompir, ampak kuham skupaj krompir, zdaj pa ali brokoli, krompir ali ne zeleno, ampak ohrovt in nastane tak zelen pire. Zdaj pa zakaj to delam? Zaradi tega, ker pire krompir vemo, da ima visok glikemični indeks in je glikemični indeks okrog 80. Ampak če pa jaz zraven kuham recimo ohrovt, pomeni, da ohrovt ima pa samo glikemični indeks 15 in zdaj, če damo tako krompir 80 plus 15 je 95, deljeno z 2 živili pomeni, da postane tak zeleni pire, ima glikemični indeks samo 45. In je božanski, ampak je res božanski. Tako da zdaj, če današnje kosilo gledam, to je res dobra hrana, zdaj glede na to, da bo poudarek na zeleni, paradižnik še kupujem v trgovini, tega slovenskega, in dejstvo je, da je nekaj rdeče barve zraven. Tako da v glavnem, glejte,
kup dobrih stvari lahko jeste. Mandi so brez glutena. Za vmesno malico si lahko vzamete recimo skuto, kar vzamete 2 žlici skute in zmešate z žličko domače marmelade. Nastane sadna skutka. Juhej, kako je to dobro. Lahko recimo grenivka je odlična tudi tako za hujšati, če želite shujšati, ker vsebuje encim, ki se imenuje bromelain, in ta encim dejansko obnavlja tudi mikrofloro noter v črevesju. Se pravi, lahko grenivko uporabljate. Pa še ena stvar je božanska, pa res dobra, pa tudi brez glutena. Kupite si koromač. Dobite ga praktično v vseh bolje založenih trgovinah, jaz načeloma ga kupujem v Sparu. Koromač ga samo narežete kot solato, granatno jabolko, potem pa avokado, vse to samo narežete. Potem pa potrebujete grenivko, pol grenivke vžamete, da nastane sok, ki ga zmešate z oljem olivnim, drugo polovico pa dejansko narežete in naredite eno tako božansko solato, s tem, da pa še tukaj na vrhu gor pa lahko nadrobite albuminsko skuto, zaradi tega, ker je albuminska skuta v bistvu najbolj predelana skuta, to je sirotka narejena skuta. Dobite ravno tako v bolje založenih trgovinah. In vam povem, to je vmesni obrok ali pa lahko celo kot samostojni obrok, res pa je, da je to hladna zadeva. Ampak je božanski. Zdaj, koromač, ime koromač, to je v bistvu janež, izvira iz grške besede. V bistvu koromač grška beseda je maraton za koromač. In dejstvo je, da izvira iz Grčije, zdaj nekje iz nekih mojih predalčkov vlečem, izvira beseda iz Grčije in sicer beseda, ki pomeni maraton. Dejansko so žvečili koromačeva semena ljudje, ki so želeli višjo energijo, in tudi koromač sam po sebi deluje na to, da se zniža glikemični indeks, da se poveča vaša vzdržljivost, vaša moč in predvsem, ker vsebuje ogromno vitaminov pa mineralov, vas pomiri in vpliva na to, da lažje shujšate, zato ker zmanjšuje tudi stresni hormon. Tako da mogoče ena taka ideja, to je že za novo knjigo, veste, te recepti, to, kar zdajle govorim, tem pišem v ta novi knjigi, ki jo počasi zaključujem. Tako da, računam tako z lekturiranjem, z oblikovanjem, da bo nekje februarja. Tako da zdaj sem en del že poslala v lekturiranje in se veselim tega. To so eni projekti, ki jih pač moram zaključiti, zato ker sem jih začela. No, tako. Tako da v glavnem, glejte, za vse tiste, ki nikakor ne morete shujšati, ki ste odtekli, ki imate občutek, da imate celulit, da kar buhtite, stran z glutenom. Občutljivi ste na gluten, nimate celiakije, ne se bati, ampak dejstvo je, da imate v sebi, vaša duša se je odločila, da pač ne bo več prenašala strupov. Očitno je čas, da to povem. Dejstvo je, da naše vibracije se dvigajo. In mogoče ste že slišali, da gremo v 5D dimenzijo, se pravi 5D, a ne? To pomeni, da bomo hitreje manifestirali stvari. In kako veste, da ste na višji vibraciji, da se vaša vibracija veča? Tudi potem, da enostavno vaše telo naenkrat ima neko alergijo na neko hrano. In vi lahko sami z mišičnim testom preizkusite, in če jaz zdajle zase pogledam, moje telo odreagira ali pa za moje telo je gluten kot strup, dejansko grem naprej. Dajte vi sami probati pri sebi, jaz sem občutljiva na sladkor in na gluten. In to sta 2 kategorije živil, ki meni predstavljata strup. In ja, lahko jem, pa se počutim zelo slabo, ali pa tega ne jem in se počutim res dobro. No, tako da iz svojih izkušenj vam govorim, mogoče ne rabite toliko groznih izkušenj, kot jaz, no, ampak mogoče pomislite, a pa Minka ima kakšno grozno izkušnjo? Ja,
Seveda, dajte, da prideš do takih zaključkov pomeni, da se nekaj časa kotališ v nekih problemih, pa vedno znova priletiš na neko, pa ne že spet. No ja, in potem, ko pa vidiš, ko te res duša uči, reči, okej, zaključimo s tem, čeprav je gluten dober, pa slaščice so dobre, pa burek je božanski, ampak tega ne bom več jedla. To je to. Tako da, uživajte in v glavnem delajte korake za sebe, predvsem pa vse to, kar vnašate v svoje telo, kaže na koliko imate v bistvu sebe radi in koliko sebe spoštujete in zato, ker se imam rada, in zato, ker imam res rada to moje svetišče, moje duše, ga podpiram z zdravo hrano. Moje telo je absolutno svetišče in zato ga hranim in podpiram z zdravo hrano. Tako da delajte tudi vi, boste videli, vaše telo vam bo vrnilo res popolnim zdravjem. Uživajte!